Ljubo apostoli, admiralov glas je vedno na tem komadu, ki je nastal v Počitelju, tam, kjer smo se mi najrajši srečali in se bili radi. Lepo, da ste prišli, vsi, ki ste pravzaprav na nek način povezani z admiralom. Skrajni čas je bil, da se z Barbaro dobimo, z Barbaro Saks, ki je prevedla v nemški jezik njegove pesmi, kajti knjiga je šla že leta 2019, pa ni imela šanse za promocijo, tako da je to tudi prva predstavitev te knjige. Mi smo se malo našuntali in smo naredili en tak kratek, enostavni scenarij. Željko bo v bosanskem jeziku prebral, potem bo sledila Barbara, bo prebrala v nemškem jeziku, Bojan bo pa prebral v slovenskem jeziku iste pesmi, pa ne zato, ker jih v bosanskem jeziku vi ne bi razumeli, ampak preprosto so kar lepe in zanimive razlike v jezikovnih prevodih in teh figurah. Jaz bom pa kak komad dodal, ki se dotika admirala. Zdaj pa kar predajam besedo Željku, ki je pravzaprav krivec za večino prevodov vseh teh pesmi, ki smo jih mi v hrvaški ali pa bošnjaški jezik, cela ta mariborska ekspedicija, kadar je hodila v one konce, pa seveda za ves prenos admiralove poezije v naš jezikovni prostor. Izvoli, Željko. Hvala lepa, dobrodošli. Naj bo to tak en spominski večer na admirala, za admirala, hkrati pa na glas na knjigi, zbirki, pač njegove poezije, ki jo Barbara prevedla v nemščini. No, sam naziv knjige se zdi dobro izbrala, da so Lepršava približenja, kot nekaj takali približenja, pa je kar se imamo. Zdaj, najboljše, da Barbara sama pove, kako je tega prišlo. Mogoče par besed, kako se admirala poznala. No, šta bih ja na gazino pred mogel reči, da radiš na univerzitetskoj knjižnici v Gracu, da si studirala praktistiko za hrvatski, prevodiš za hrvatskog. Evo pa malo više sebe reci ti, odnosno kako ste se upoznali, ti admiral, kako je došlo. Dobro, rado. Da li me čujete? Najprije dobro večer svima i kao prvo hoću se srdačno zahvaliti organizatorima ove prezentacije admiralove knjige večeras. To je bio tako dugoročan projekat i veliki izazov za mene. A se danas tu dešava ovo večer, to je malo čudo. Ja sam upoznala admirala u Gracu, baš u univerzitetskoj biblioteci gdje ja radim. On se tamo pojavio kao književni stipendista. Više puta je boravio u Gracu, prije i u Beču, u Njemačkoj, u Švicarskoj. 2009. je to bilo kad smo se poznali. I vi ste svi upoznali admirala, vi znate kakva je ličnost bio. Harizmatičan, skroman, širio neku toplinu oko sebe i jako privlačan. Lako je stupio u kontakt s ljudima i sklopio prijateljstva i tako je sa mnom. I on me tamo zamolio da prevedem par njegovih pjesama za njegovo književno veče u Gracu. I moram reći, to je bila baš premijera za mene, jer ja sam prije toga često prevela neke tekstove, ali to je uvijek bila proza ili eseistika ili naučne tekstove.
I to je onda bila baš premijera sa pjesmama Admirala. Uspjelo je i ja sam onda nastavila time. I Admiral je poslije toga. Kdo to bilo? Žal s kabelje zgleda zmigam nekaj. Ne da, onda ću možda... Može ovo je. Aha, ovo je možda. Okay. Admiral je češće boravio poslije toga u Gracu i u Mariboru, kao svi znate. I mi smo ostali u kontaktu, bili smo prijatelji i u stvari naše prijateljstvo, naša stvarno duga, uska veza počela je prevođenjem njegovih pjesama. I sa vremenom ja sam dobila ideju da bi bilo lijepo njega predstaviti njemačkoj govornoj publici u obliku knjige, jer on je više puta boravio u tim zemljama, objavio pjesme pojedine u književnim časopisima, ali nije postojala još knjiga. Tako ideja za knjigu je nastala za Admiralova života i u stvari smo zajednički počeli i razvili ideju kako bi to moglo izgledati i počeli izabrati neke naslove. Nažalost, završila sam posao tek poslije Admiralove smrti. On je umro 2019. I ovaj projekat je trajao duže. Ali što više sam stvarno sretna da se knjiga stvarno rodila i da je sad tu i da je danas možemo prezentirati. Knjiga je, samo da pokažem jedno kako izgleda izvana. U knjizi nađete otprilike 40 raznih pjesama iz različitih stvaralačkih doba. I to je dvojezična knjiga, svi su tekstovi i na bosanskom originalu i na njemačkom prijevodu. Što je isto jako važan element ove knjige, to je pogovor Faruka Šehića. Faruk Šehić je jedan od najuspješnijih autora, bosanskih autora srednje generacije i ja mislim jedan od najuspješnijih čitave ove velike regije, ja bih rekla. I on je stvarno napisao odličan portret Admirala kao čovjeka i kao pjesnika. I jako sam sretna da je bio suglasan i da je to napisao baš za ovu knjigu. I još jedna je umjetnica suradila s nama i to je Esma Šabić-Čevra, mlada slikarka iz Mostara, koja spada u krug Admiralovih prijatelja i ona mi je stavila na raspolaganju svoje djelo i da je koristim za korice knjige. Ja mislim da je isto lijepo ispalo ova ovaj estetski aspekt. Da. Dobro, ja sam godinama, moram reći, i sa puno pauza isto radila na toj knjizi. Bilo je raznih kriza, najveća naravno da je Admiral umro. Kad je manuskript bio gotov, ja sam onda počela razmišljati o mogućem izdavaču, a to je veliki izazov, ja bih rekla, naći izdavača za zbirku pjesama jednog na tom području još relativno nepoznatog autora koji više ne živi. Ja. I unatoč toj problematici bila sam sretna i relativno brzo sam naišla na ovog izdavača koji je onda
jako sam zadovoljna kako smo super surađivali. To je izdavačka kuća Danube Books, nalazi se u Njemačkoj, u gradu Ulm. I to je mlada izdavačka kuća. Oni su počeli tek 2015. godine da rade taj posao i stalno prave stvarno dobre knjige. I što je jako impresivno, od početka imaju svoju posebnu seriju za liriku. I u ovu seriju je gospodin Cehender, vlasnik izdavačke kuće, smjestio Admiralovu knjigu. I to je serija u kojoj je godinu prije izašla knjiga slovačke pjesnikinje Mile Haugova, koja je prošle godine bila nagrađena u Vilenici. Time hoću reći da je to čovjek koji stvarno ima osjećaj i za kvalitetu, jako otvoren i njegova izdavačka kuća je usmjerena u stvari, kako kaže ime, prema Dunavskoj regiji i autorima Dunavske regije, ali znamo Bosna nije uz Dunav, ali otvoren je i za autore liberalne, humanistične i nadnacionalne orijentacije u evropskom duhu i time smo se tamo lijepo našli. Da. Ja, mislim, to je ono glavno što bih mogla reći o nastanku knjige. Evo, ja bih zdaj samo nadaljevanju preberem eno domek majhen, kaj je Faruk Šetić napisal v spremni besedi. Je pa v bosanščini, seveda, jaz mislim, da boste razumeli. Admiralova poezija je izdanak one struje Wittmannovske poezije koja želi opisati sve što se na svijetu dešava, rađa, umire istovremeno. Njegova poezija je pogled u Borgesov Alef, tačka u kojoj se sjegu sva vremena i svi prostori. Ona je jedno ogromno uključanje života, svetkovina u kojoj se život iskreno slavi. Mislim da ste razumijeli i da se strinjate kak se drži dalje Admirala njegovu poeziju. Zdaj pa rekel tak, da lahko preberemo, kaj začnemo branjem. Pa naj Barbara najprej nemško prebere, pa nas bosansko, lahko pa tudi najprej bosansko. Po tvojem izboru, kak se ti izbrala, kako se ti izbrala. Barbara je jedan, šta je izbrala. Ja, zanimljivo se, evo, te pesmi, recimo, ki se imenuje Na peronu lepršavog priviđenja. No, in ta pesem je, evo, tudi objavljena prevod v slovenskem časopisu železniškim, ki se imenuje Nova proga takrat. In smo tudi uslikali note, kako na vlaku beremo poezijo. Tu se vidijo brat gitare, pa lastnik brat gitare. Torej, na peronu lepršavog priviđenja. Na peronu lepršavog priviđenja, poslije kiše pljusak sunca, niz konce paukove mreže potekoše akvarele. A ja živim u noći sa ledenim drugom u lobani žubornoj. Ovi bolovi čeznu za bljeskovima izvan zemaljske zbilje. Boli me uzdisaj koji proizvodi misli. O, sneno jato, povedi me sa sobom. Djevojka koju čekam, ni prvim ni zadnjim vlakom neće doći. Djevojko, žeđi, gdje si? Da me još ljubiš, ne bi mrtva bila. Bije čekić po linu, sunce pjeva i sve se rumeni od pjenušavih krošnji, a lokomotive
bez prestanka prodiru kroz šampanjsko paleće. Am Bahnsteig der flirrenden Vision. Am Bahnsteig der flirrenden Vision, nach dem Regen ein Sonnenschauer, dem Spinnennetzgeflecht entströmen Aquarelle. Ich aber lebe in der Nacht mit einem eiskalten Genossen im brummenden Schädel. Diese Schmerzen lechzen nach den Blitzen einer außerirdischen Wirklichkeit. Mich schmerzt der Seufzer, der Gedanken nach sich zieht. O schläfrige Vogelschar, nimm mich mit. Das Mädchen, auf das ich warte, wird nicht mit dem ersten noch mit dem letzten Zug kommen. Mädchen, mein Sehnen, wo bist du? Küsstest du mich noch, dann wärst du jetzt nicht tot. Ein Hammer schlägt auf Blech, die Sonne sinkt und alles rötet sich von schäumenden Baumkronen. Doch Lokomotiven preschen ohne Unterlass durch den Champagnerfrühling. Večer. Na peronu trepetavega privida. Na peronu trepetavega privida po dežju meril sonca. Po nitkah pajkove mreže so se usuli akvareli. Jaz pa živim v noči z ledenim tovarišem, z mislijo o globalni žubaliči. Te bolečine hrepenijo po bliskih nezemeljske stvarnosti. Boli me vzdih, ki proizvaja misli. Ko zasana najata, vzemi me seboj. Ženska, ki jo čakam, ne bo prišla ne s prvim, ne zadnjim vlakom. Ženska, žeja, kje si? Če bi me še poljubila, ne bi bila mrtva. Kladivo toče po očevini sonce poje. In vse vodijo razpenjenih prošenj, lokomotive pa nenehno probirajo skozi šampanjsko pomlad. Nadam se, upam, da lepo zveni. Nadam se, upam. Planinski vodoskok. Kapi vode blješte kao citati iz svetih knjiga. Ovdje se srce moje smiješi, srcu Goetheovom, kao sunce suncu kad se sretne u svemirskim provalijama. Rodio sam se da iskusim kretanje, da se kao more uzdibam u snu, da dušom obuhvatim sve. Šta ja znam, šta je smrt tijela, šta su švicarski vodoskoci, šta je ovo selo Lauterbrunnen, šta su gole djevice, šta je rat. Ali svoj osjećaj znam. On drži sve stabljike na rubu litice. Stao sam u hlad planinskog vodoskoka, koji mi je rekao da se poslije smrti kidaju sve rodbinske veze. Ovdje je ljubav jednostavna, jer nema jednog svemira. Mnogi svemiri su pokrenuti, sobe. Svemiri su sobe, oholost je zatvorena u sobama, a ja pod vodopadom svjetova. Mrtve ruke nisu ovdje više mrtve ruke. Ruke rastu iz vode, isplavetnila u nebesima. Spavaj, lebdi, ne broje kaplice, voda je predobra. Gebirgswasserspiel. Wassertropfen funkeln wie Zitate aus heiligen Büchern. Hier lächelt mein Herz den Herzen Goethes zu, wie eine Sonne der anderen, wenn sie einander begegnen in den Abgründen des Universums. Ich wurde geboren, um Bewegung zu erleben, um wie das Meer zu wogen im Schlaf, um mit der Seele alles zu umfassen. Was weiß ich schon, was der Tod des Körpers ist, was Schweizer Wasserspiele sind, was dieses Dorf Lauterbrunnen ist, was nackte Jungfrauen, was der Krieg. Aber was mein Gefühl ist, das weiß ich. Es hält jeden Halm am Rande der Felsschlucht. Ich trat in den Schatten eines Gebirgswasserspiels,
Es sagte mir, dass nach dem Tode alle familiären Bande gekappt werden. Hier ist die Liebe einfach, denn es gibt nicht nur ein Universum. Viele Universen wurden erschaffen. Zimmer. Universen sind Zimmer. Der Hochmut ist in Zimmern eingeschlossen und ich unter dem Wasserfall der Welten. Tote Hände sind hier nicht mehr tote Hände. Hände wachsen aus dem Wasser, aus dem Blau am Firmament. Schlafe, schwebe, zähle nicht die Tröpfchen. Das Wasser ist himmlisch. Planinski vodomet. Kaplje vode se bleščijo kot citati iz svetih knjig. Tukaj se moje srce smehlja, srcu vjeteve kot sonce soncu, ko se srečata brez vesolja. Rodil sem se, da bi izkusil gibanje, da bi se kot morje zazival v snu, da bi vse objel z dušo. Kaj pa jaz vem, kaj je s telesom, kaj so švicarski vodometi, kaj je ta vas, Leute in Brune, kaj so gole device, kaj je vojna. Svoje čustvo pa poznam. Drži vse birke na robu previsa. Stopil sem v senco gorskega vodometa, ki mi je povedal, da se po smrti pretrgajo vse rodbinske vezi. Tukaj je ljubezen enostavna, ker ne obstaja samo eno vesolje. Mnoga vesolja so zagnane. Sobe. Vesolje so sobe. Oholost je zaprta v sobah. Jaz pa pod snapom svetov. Tukaj mrtve roke niso več mrtve roke. Roke rastejo iz vode, noge iz nebeške vodine. Spi, ne bdi, ne preštevaj kapljic. Voda je predobra. Seveda pa njih dvoje, vjetar i noć. Njih dvoje, vjetar i noć. Ona pliva na leđima, poljubac traži poljubac. Njih dvoje, vjetar i noć, zagrljeni vraćaju se u grad bijeli, koji ukida oleandru. Sad se ljube, mada su načeti od vlage. Oni više nisu ljubavnici na vilinskim konjicima. Zamračuju im se oči dok gledaju plavog leptira pomahnitalo što je ušao u praznu svjetlost. Oni imaju lijepa lica, dar svevišnji. Godine će proći, godine, godine, godine. A njih dvoje, vjetar i noć, nadživjet će sve. Sie beide, der Wind und die Nacht. Sie beide, der Wind und die Nacht. Sie schwimmt auf dem Rücken, jeder Kuss verlangt nach einem neuen Kuss. Sie beide, der Wind und die Nacht, kehren umschlungen zurück in die weiße Stadt, die sich alle anderen versagt. Jetzt küssen sie sich, obwohl sie zittern vor Nässe. Sie sind nicht länger die Liebenden auf den Libellen. Ihre Augen verdunkeln sich beim Anblick des blauen Schmetterlings, der amok läuft, als er eindringt ins leere Licht. Sie haben schöne Gesichter, ein Geschenk des Allerhöchsten. Jahre werden vergehen. Jahre, Jahre, Jahre. Aber sie beide, der Wind und die Nacht, werden alle überleben. Ona dva, veter in noč. Ona dva, veter in noč. Ona plava na hrbtu, poljub išče poljub. Ona dva, veter in noč. Objeta, vračata se v bilo mesto, ki ukinja oleandre. Zdaj se poljubljata, čeprav sta načeta vlage. Nista več ljubimca na kačjih pastirjih. Temnijo se na oči, pogledata modrega meturja, ponorelega, ker je prišel v prazno svetlovo. Imata lepo prazno, darilo vsevišnjega. Leta bodo minila, leta, leta, leta. A ona dva, veter in noč, bodo vse načeli.
zdaj pa Peter, smo se zmenili, da bo po pesmi 3x3, je ne vem. To Peter nekaj želim. Petar, sad ovako, Barbari na hrvačini povim, kaj se sada dogaja? Lahko? Se razumijem. Barbara, znaš šta se događa? Petar je odšao u penziju, ne? I neki dan smo bili zajedno i on kaže, čovječe, odšao... Ja sam Željko Perović. Sad je on pao u onu fazu gdje da sam Petara, ne viš šta da mu kažem. A znaš šta mu se događa? On kaže, ujutro, to je nevjerovatno. Ja čujem samo glazbu. I to izgleda da je to ta glazba, čovječe. Mislim, to je genijalno. Ne znam šta je. To je ta glazba. Hvala. Dobro, pa gremo še 3 treh jezikih, ne? Pa naprej. Ok? Pesem Jutro. Premorio sam se od jahanja perja. Nikad nisam bio bliže oblacima kao jutros. Mnogo lijepih djevojaka nema mene. Mnogo praznih kuća pored mora nema mene. Ni državni, ni privatni biznis nema mene. Uspravna samoća. Jutro.
Morgen. Ich bin erschöpft vom Reiten der Federn. Nie war ich den Wolken näher als heute Morgen. Viele schöne Mädchen haben mich nicht. Viele leerstehende Häuser am Meer haben mich nicht. Weder staatliches noch privates Business haben mich. Aufrechte Einsamkeit. Morgen. Jutro. Preveč sem se utrudil od jahanja perja. Nikoli nisem bil bližje oblakom kot danes zjutraj. Mnoga lepa dekleta me nimajo. Mnoge prazne hiše ob morju me nimajo. Ne državni, ne privatni biznis me nimata. Pokončna samota. Jutro. Sljedeće. A to je moj. Ja, Šta sve ima? ja, tamo me nemaju, ali šta sve imam. Pazi, tamo me nemaju, ali šta sve imam. Šta sve imam? Imam i predavače pod zvijezdama, što drsko otvaraju moje oči, iako su one već širom otvorene. Imam svoj spomenik u sebi od mermera i tu stižem sa strahom. Teško je sebi mrtvom doći. Imam i grad koji je mu usred neba. Imam nebeske ulice, piramide, magove i prosjake na ravnodušnim stepenicama. Imam i alkoholne sale, one su ogromne. Imam i muzej, tamo je vrlo neozbiljno. Slušam ozbiljnu muziku iz kostura. Imam i zatvor, tamo je vrlo ozbiljno. I dragulj narodni imam u srcu. Ja ga ne vidim, ali znam da ga imam. Imam i ljubav u tom dragulju. Ja je ne vidim, ali znam da imam. Da imam sve, dok mladić unosi sunce u tramvaju. Mladić unosi bebu u tramvaju. Najbožanskiji teret ima njegovu bebu. Bebica je Tao Te King, bebica je Kopernik, Huygens i Galilej. Bebica je Konfučije. Neka ne zna što slijedi. Mjerač na dalekoj vagi zna sve odgovore. Was ich alles habe. Ich habe auch Lehrer unter den Sternen, die mir dreist die Augen öffnen, obwohl sie schon weit aufgerissen sind. Ich habe mein Denkmal in mir aus Marmor und zu ihm komme ich in Angst. Es ist schwer, sich selbst als Toten aufzusuchen. Ich habe auch eine Stadt, ihre Wurzel liegt mitten im Himmel. Ich habe himmlische Straßen, Pyramiden, Zauberer und Bettler auf gleichgültigen Treppen. Ich habe auch Alkoholseele, sie sind gigantisch. Ich habe auch ein Museum, dort geht es sehr heiter zu. Ich höre ernste Musik aus einem Gerippe. Auch ein Gefängnis habe ich, dort geht es ganz ernsthaft zu. Und einen Volksedelstein habe ich im Herzen. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich weiß, dass ich ihn habe. Ich habe auch Liebe in diesen Edelsteinen. Ich kann sie nicht sehen, aber ich weiß, dass ich sie habe, dass ich alles habe, als ein junger Mann die Sonne in die Tramway bringt. Er bringt ein Baby in die Tramway, die göttlichste aller Lasten. Ich habe sein Baby. Das kleine Baby ist das Tao Te King. Das kleine Baby ist Kopernikus, Huygens und Galilei. Das kleine Baby ist Konfuzius. Ich weiß nicht, was noch kommt. Nun ja, der Zeiger auf der fernen Waage kennt alle Antworten. Kaj vse imam? Imam tudi predavatelje pod zvezdami, ki mi nesramno odpirajo oči, čeprav so že široko razprte. V sobi imam spomenik iz marmorja in ja prihajam s strahom. Težko je k sebi mrtvemu priti. Imam tudi mesto s korenino sredi neba, imam nebeške ulice, piramide, čarovnike in berače na ravnodušnih stopnicah. Imam tudi alkoholne dvorane, te so ogromne. Imam tudi muzej,
tam je zelo neresno. Poslušam resno glasbo Iztokosnjako. Imam tudi zapor, tam je zelo resno. Tudi narodni dragulj imam v srcu, pa ga ne vidim. Ampak vem, da ga imam. Tudi ljubezen imam v tem dragulju, pa je ne vidim. Ampak vem, da ga imam. Imam vse. Ko mladenič prinese sonce v tramvaj, mladenič je v tramvaj prinesel dojenčka. Najbolj žansko breme. Imam njegovega dojenčka. Dojenček je ta Odahin, dojenček je Kopernik, Huygens in Galilej, dojenček je Konfucij. Najstnik kako merilec v daljni tehnici pozna vse govore. Pričal sam morskom valu. Pričao sam morskom valu da sam pitao jednog čovjeka da li može pomoći. On je rekao da će učiniti sve po tom pitanju i da ga sutra posjetim rano izjutra. Ja sam se pojavio u njegovom uredu, a on me je pitao zbog čega sam došao. Potrebna mi je pomoć, na primjer posao. On je čvrsto obećao da će učiniti sve po tom pitanju da ga posjetim za mjesec dana. Ja sam se pojavio u njegovom uredu, a on me je pitao zbog čega sam došao. Tako sam 3 godine išao kod čovjeka koji je govorio da će učiniti sve po tom pitanju. Početkom 4. godine taj čovjek je prebačen na visoko radno mjesto. Poslije tog događaja nisam ga uspio pronaći. Kao da je propao u zemlju. Pričao sam morskom valu da je taj čovjek propao u zemlju. Einer Meereswelle habe ich erzählt. Einer Meereswelle habe ich erzählt, dass ich einen Menschen gefragt habe, ob er mir helfen könne. Er sagte, er würde alles in dieser Angelegenheit unternehmen und ich solle ihn andern Tags früh am Morgen besuchen. Ich kam in sein Büro und er fragte mich, weshalb ich gekommen sei. Ich brauche Hilfe, Arbeit zum Beispiel. Er versprach fest, alles in dieser Angelegenheit zu unternehmen und ich solle ihn in einem Monat wieder aufsuchen. Ich kam in sein Büro und er fragte mich, weshalb ich gekommen sei. So ging ich 3 Jahre lang immer wieder zu diesem Menschen, der gesagt hatte, er würde alles in dieser Angelegenheit unternehmen. Zu Beginn des 4. Jahres wurde dieser Mensch in eine hohe Position versetzt. Nach diesem Ereignis gelang es mir nicht mehr, ihn anzutreffen, als wäre er vom Erdboden verschluckt worden. Einer Meereswelle habe ich erzählt, dass dieser Mensch vom Erdboden verschluckt worden ist. Morskemu valu sem pripovedoval, kako sem nekega možakarja vprašal, če mi lahko pomaga. On je rekel, da bo storil vse, kar je njegovi moči, naj jutri obiščem zgodaj zjutraj. Prišel sem njegov vrat, on pa me je vprašal, zakaj sem prišel. Potrebujem pomoč, delo naprimer. Trdno je obljubil, da bo storil vse, kar je njegovi moči in naj ga obiščem čez mesec dni. Prišel sem njegov vrat, čez mesec dni, on pa me je vprašal, zakaj sem prišel. Tako sem 3 leta hodil k možakarju, ki je govoril, da bo storil vse, kar je njegovi moči. V začetku 4. leta je ta možakar premeščen na visoko delovno mesto. Po tem dogodku mi ga ni uspelo najti, tako da bi se vzemno drl. Morskemu valu sem pripovedoval, kako se ta možakar drl v zemljo. Zdaj, če lahko samo tu čist na kratko preberem v bosanščini, kaj je napisal Faruk Šehić za sklep te knjige, kot spremno besedo. Torej, tu si se podčrtal, recimo, da je bil admiral Mahić pjesnik ekstatične vizije svijeta. Možda je u svojoj suštini ovo ipak poezija o vječnoj potrazi za ljubavlju.
Bila ona stvarna ljubav prema drugom ljudskom biću ili bila ona metaforička ljubav o kojoj pjeva Rumi. Ljubav prema svim stvarima, prema apsolutu. Pjesme satkane od čulnosti i od eteričnosti, od seksa i od uzvišenog osjećaja. Otišao je s potpunom vjerom u svoju poeziju. Konačno emigrirao u kap lavandinog ulja, tamo gdje nema krivice u zvijezdama, u onom mitskom autobusu koji mahnuto ljudi sjevernoafričkim drumom. Mogao sam se, admiral kaže, mogao sam se oženiti u Egiptu jednom zrakom zalazećeg sunca. Toliko, da ti Bojan si pripravio neke, a nisi ti rekao da ćeš imao neke improvizacije? Meni se zdi, da je jedan protokol u proslavka, da ćeš ti imao improvizacije. A to pač Peter? Ko smo se pogovarjali, kako je kaj bomo se nekom improvizirali, pa zdaj nismo nekaj smo nismo, znači nekaj smo minuli na tih rekli, imamo vsi anegdote, ki so. Mislim, da sem ga spoznal prvič Andirala pri Pesu, ki me je klical pozno po noči, da ima nekaj novega pesnika in ima nekaj vrati, ki je sama na modeka sliče, on mi pomaga. In mislim, da je ena ura bila dovolj, da smo se raznili, kar se tam v euforiji, jaz, ko je govoril, da moraš še nekaj časa biti v pekarni z žepa potem, tako sem dal bankovce. Kar je potem tudi zaznamalo najmo pot, ko smo se začevali v operacijo, tam se dal pol majmo, potem pa v Ptuju, še po kakakoli že, vedno je bilo divje, tudi v Sarajevo smo se družili, pa šel sem, ko je bil pogled, v Sarajevo sem še odjavil, da ste ga bil smo igrat. In vsi smo geniji, smo geniji. Ja, in smo imeli ta občutek, ki nam ga je dal svojo široko dušo, sem je dobro počutil. Zdaj, njegova poezija meni deluje izjemno. On ima dolge bodovite verze, v katerih enostavno polno takih majhnih aforizmov, majhnih metaforičnih zadev, ki se pisal, nima pisal njeno, kar zadeva literarno kritiko, da se je težko lotiti, ker je vsaka literarna kritika pod tem, kar avtor dobro pesni napiše, vedno bo presegal, vedno bo našel kakšne druge interprete kot takšne. Zdaj, improviziral, jaz sem improviziral eno pesem, eno knjigo, ki me je takrat dal, tudi vidim, jaz imam pesniško zbirko Pacač pjesama. In ena izmed redkih pesmi, ki ni pisana na prvem sebi, Admiral je nekaj napisal, ja, to je tako dalje, a ta recimo, ki je recimo zanimiva, pa nima prva osebnega pesmi, da so rekla smislu jaz, ampak je starac, mogu sad nešto da počutim na srpsko, recimo na pošnjaško. Tako, tu starac o Kremlju, zdaj, kak je s tem, da mi je rekla mojca, da nauči hrvaščino, to pošnjaščino, jaz v zvezi s tem, ne vem, kako bi rekel to, kako on govoril hercegovskem, dolgo je bil, kakaj za s tem jezikom. Jaz bil samo, da ko so se, to je malo improvizirati, ko so se Tuđman rekel zlati ligici, da ima eno željo, pa Milošević rekel, da ima eno željo, pa iza tega niso rekli zlati ligico. To veste, da je taj rekel Tuđman. Samo da v Bosni više nema ovih Srba, rekel Milošević. Moja želja, zlata ligica je da nema više v Bosni ovih Hrvata, na kar je vendar Izet Begović rekel, ako bi njima dvojici udovoljio, ja bi sam na kaficu. Tem se isto, zdaj kaj je to, kaj je dobro, zdaj je to z tim jezikom, ampak pokazano je metak slepočnice starca, koji sa svojim staricom živi u napuštenoj dvorničkoj hali. Rano uranio na pijacu sušen starac, glavicom salate na evom kesu,
ohrupio. Sad starac jedi na bijelom kamenu, ni na ovom, ni na ovom svijetu, sam u grobi. Glavica salate je skočila iz najlog kese i potrčala za čistom dušom starca. Starčeva duša zastala je onkraj napuštene tvorničke hale i rekla glavici salate: idi i reci moje starice da čitam dobar krimić i ko zna kad ću stići, i ko zna kad ću stići, i ko zna kad ću stići, i ko zna kad ću stići. Tam je baš jezik tukaj niti on jasno, ampak je tudi on enako takšen redkimi pesmi, ki je objektivna tretja oseba iznevažena. Jaz bi nekaj samo dodal tak, mogoče, če bi bil še kar dal na istočnico, o admiralu, torej nadrealizmu, ne, in metafiziki, recimo, ki je že v oni pesmi, recimo, kaj je tajni merilec, ne, pozna vse odgovore, njegova vaga, ne. Očitno je, da ne bi pač na presežke, kar bi rekel, tega realnega sveta, ki ga ironizira z nekimi nadrealističnimi prijemi, pa če to še kaj reče na to temo, mogoče. Peter, ti, Barbara, o nadrealizmu in metafiziki, admirala. Nečujem, to mi niste dodali. Ti, Bojan. Dobro, evo, jaz bom, če si ti nekaj spominov menil, ravno zunaj smo se pogovarjali z Natašo, tudi nekaj, kako funkcionira nadrealizem, recimo, ne. Nadrealizem funkcionira tako, da je Maribor prestolnica kulture, da pred seks shopom na festivalu Lent se odvija promenada in pijemo vino, Nataša, Admiral in jaz, in Admiral reče, zakaj ne bi imeli večer pač erotične poezije, ne? Na kar je seveda izvršen producent, ne? Literarnega dela Mariborske prestolnice kulture, ne? To tudi udejanjila, ne? Nataša Šipert, in smo ne sedli naslednji večer že imeli od Ferja Anška do, ne vem, kdo je še vse prišel, ne, in seveda Edita, na kar smo obrnili tisto promenado, magari glavo so bili obrnili proti nam, ko sem filmov hodil, ne. Taki nadrealistični prijem, recimo. Če anegdote se spomnil v Sarajevo, lepa vica, mislim, literarni večer, govorila tam in jaz sem nekaj naučil, da moram reči, da mi je nenormalno, da se upravičujem, da sem bil prej v Sarajevo, v času Jugoslavije, dvakrat, trikrat in da pozneje, takrat, ko mi je bil pa najbolj kar, nisem bil pa videl. Ma, šta češ, kaj se sekiraš, pa da bi bil, mi imamo poslovico, svako da za 3 dana gosta, svako gosta za 3 dana gosta, svako gosta za 3 dana gosta, če bi bil, če bi pomem, uferne, tako, takrat umori tudi ena sestavina. Zdaj, lahko bi tu vsak, da je prišel do mikrofona, ampak ja povedal tako, ne? Ja. Mislim, čega se ja često sjećam je kako je admiral rado išao na putovanja i kako se ne rado vratio za Sarajevo. I čim je trebao ići da se vrati, onda je odugovlačio putovanje maksimalno. Nije nikad išao direktno, nego Graz, Maribor, Velenje, Ljubljana, sve te na Split, Dubrovnik i u dalekom krugu se onda sporo vratio. Pa sve, evo, da tu navedem, pač kaj je Zoran Pevec je napisal kritiko knjige Vozni red ljubezni, zbirke
pesniške zbirke Milanove. In da je pesnikova šola, če znam, ako uzmemo da je to škola njegovog života, što je živio, dakle, pesnikova šola je šola življenja. Njegov mislec, evo, ta metafizika, njegov mislec je Bog stvarnik in Bog prevajalec potovanja skozi svet. Poudarjena dialoškost z bralcem se kaže v nagovarjanju k iskanju lastne biti. Znači, to je tražiće samoga sebe i tako po svijetu sijao stihove. Ja, evo ovako ćemo reći to što se mora i treba, da je danas ta njemačko-bosanska knjiga po sniženoj cijeni, 30% je sniženo, 12 eura. Tako da urednik i drugi založni eura, to pač mora biti. Čekaj. Peter, če imaš ti glasbeno željo, kako si je sam zaigraj? Imamo glasbeno željo na Peter Zelar, koji je zvijezda, še bila zvijezda. Hvala, Vojče. Moja pokorajsko
si specialnega gosta na svršnega večera, to je Nina Flisarja, in mi ga prosil zelo kot urednika teh knjig, ki tudi zdaj Flisar, da Nino prebere pismo Zuku Čumhurju. Lepo prosim, Nino, pridem po tebe kot po nevesto, če treba. Evo, tu imaš, glej. Nino je pisal s telo besedo, urednikoval, poznagan na listi in bi bilo lepo. Zato, ker je da te pesmi zelo dosti potovan, zbegani od Gvatemale, Meksika in tako naprej. Pošlo? Hvala Bojan, hvala omizije, pozdravljeni. Vidim, da Željko že čist nekih drugih sferah, samo še metafizika, non-realizem, nekaj naslednje, regresivna hipnoza, tombola, bingo, kritika zdravstvenega sistema, kaj takega. Ok, gremo zdaj k Mironu Mahiču. Sej, radi bi sem bil kot pesnik, ampak tudi kot osebnost, je bil zelo fascinanten. Prej je rekel, že je Bojan, tisto genije, kje si, prinašal neko tisto energijo. Meni je bilo fascinantno, na kak način je on citiral svojo poezijo, kot da govori najbolj pomembne besede na svetu. On je stal, on je bil ta poezija, ko je govoril. In ta njegov globoka vera v ljubezen, ki je kako prevevala osobnjo poezijo. Drugoče pa anekdot je bilo kar nekaj. Zdaj, zanimivih je, da res se Sarajevo izogibal, tam je dokaj težko živel, v Sarajevo zime, v Sarajevo so zelo hude, -20, -30 stopinj. Niti mislim, da ni bilo nekak grete urejenega in zato smo nekak po zimi ga skušali dobiti v Mariboru na rezidenco, da je tukaj preživel. Zato je zaslužen predvsem Andrej Verlič, ko poznate anglijski politik, ki je tudi aktivna že v prejšnjem sistemu pri ustanovljenju marša in podobno številnih iniciativah, ne bil zdravljen. In on je zavihtal, da je, pazite zanimivo, da je pogrebno podjetje doniralo to vsoto, da smo njemu pokrili rezidenca. Seveda je vsako leto, potem, ko je prišel in se je glasil pri nas na založbi, se mu jaz dal en liter domačega šnopsa, to je bil ljubitelj, in to je nekak normalno bilo, da je dobil tisto svojo flašo za dobrodošlico. Drugače pa bilo je zanimivo, kako hitro v Sloveniji, dvakrat, trikrat je bil tukaj, ne poznal vse, je bil tam v pekarni v Hoslu, je bil na rezidenci, tam je imel svoj apartma. Vsi so ga poznali že tam, in v Cipru šlo, vsi tisti tam kipari, ko delajo, vsi tisti bendi, ko tam igrajo, vsi so že bili na ti z njim. In potem seveda te kultni nastopi, KGB, že kolikokrat se je tam zgodil kakšen nastop. Potem so te naše turneje, vlakovne iz Maribora v Ljubljano, ko smo šli z vlakom na Metelkovo, legendarne, pa seveda vaše gostovanje potem na Sarajevo. Čuvaj ste ženske ruke, ali cigarete prepusti kolega. Ok, tako da imamo predlogi, jaz preberim to, jaz sem pretredo si rekel, Bojan. Pismo Zuku Čumhurju. Ta je dolga. Ker sploh ne ve, kje se sobi zdaj ali pa Gvatemala ali Mehiko, to je super, mislim. Ker pa s psom ne bi zadovoljni. Ne, jaz ne, to bi bil najbolj tudi za pasiča, lepo prosim, to dolgo za pasič. Ok, iščem. Tam na koncu 56 strani. Ne vem, koliko poznate Zuka Čumhurja. To je bil en novinar, ki je na sarajevski televiziji imel vdajo, ki je pač potoval po različnih državah in pač to na enkrat simpatičen način, z neko dozo humorja, ironije, eloquentnosti, razgledanosti pač predstavlja te kraje bosanskemu TV občinstvu. Sicer je kar splošno, se je njemu v poezijo so se pletale stvari, ne samo iz te kulturne zgodovine, recimo slovanske, ampak tudi iz tega sprotnega življenja, tako da večina ljudi, ki so tukaj končala tudi v njegovih pesmih, zelo na nek hiter način, ki je znal karakterizirati. Tudi Maribor se mi zdi, da je hitro začutil, da je ta njegova metafora, ki je v nekaj dranski igri, porival bom vinograd skozi Mariborske ulice, se mi zelo postrečena za
to medijsko mentaliteto. Ok, pesem o letalski prozi. Dragi Zukov, zdaj sem na letalu, delal sem na neki ribiški ladji, zaslužil dolarje, kupil letalsko vozovnico za Mehiko, na milanskem letališču, čakajoč letal za Mehiko, 3-krat prebral Nietzschejevo sceno morega človeka. Mi vsi smo njegovi morilci, ampak kako smo lahko to storili? Kako smo lahko izpili morje? Kdo nam je dal gobo, da izbrišemo ves horizont? Kaj smo storili, ko smo to deželo razvezali od dnevnega sonca? Potem sem se sredi hrušča, dela in trpljenja napil in v mislih mahnil v Mehiko. Oče ste redi Zuko, nabil sem se skupaj s tvojim glasom, kot zavest, ki je utrnila v samotnost, ki je s palico skočila višino, da bi dojela izdajstvo Boga. Seveda, stopil sem na napačno letalo in se znašel v Gvatemali. Kje imate vstopni vizum za našo državo? Me je vprašal policist, ki je predstavil moj potni list. Rekel sem, da sem odšel v Mehiko, ampak ne vem, kako sem se znašel v Gvatemali. Ali boste končno dojeli, da sem se rodil samo iz enega razloga, da bi sprožil proces proti sebi, da bi rešil uganko, ki bi stremiral samotnega hodca. Policist s poblažnim obrazom je prenehal z listenjem potnega lista in krotko rekel: vi niste nikakršna uganka, vi ste pijanec, ki mora imeti vstopni vizum za našo državo. Seveda, spopil sem se v italijanski bunti. Gvatemalsko poletje si je naredilo gnezdo na moji glavi in zašepetalo: niste vi krivi, da imate radi travarico. Skoraj vse policijske, vojaške in civilne oči, ki so kot posušene rezine zrbe vame, so se spraševale, odkot se je vzel ta borec v zimski bunti na vročem gvatemalskem letališču. Ampak jaz sem čakal in dočakal, da v Ijekavščini pozdravim našega ekavskega ambasadorja. Odkud ti bre se raje ovde? Znaš li ti bre, da je ovde v Gvatemali izražen državni udar? Kaj pa imam jaz državnim obradom? Ambasador me je z nasmehom v obliki vrgice zapelilo skoraj prisilil, da sem slekel bundo, ker je uredil, da me bo prvo letalo poneslo do Venezuele. Iz Venezuele pa naj kot kontor letim do Milana. Nočem v Milano, hočem v Mehiko, da se jaz, Nietzsche in Zuko Zapata v Mehiki secujemo od tekile. Slušaj, Bresarajljo, ne znam, kot je taj Nietzsche, ali pročital sem v oslobođenju, da je Zuko umro. Važno je, da izlučiš svoj mamoruk iz Gvatemale. Čustveni Zuko, zdaj sem v Venezueli. Venezuelci so mi rekli, da so vsi poleti za Italijo zasedeni za naslednji mesec dni. In še to so mi rekli. Pogumni mladi mož, letel boš do Argentine, iz Argentine do Italije. Nikakor ne moram dojeti, ali sem trezen ali pijan. Ko bi lahko telefoniral Ibn Arabiju in ga vprašal: dal mi raziskovalec uma, ali imaš kakšno zvezo z absolutom, potrebujem pomoč. A zveze v mojih mislih so v okvari. Nihče mi ničesar ne sprašuje, posadil me na letalo in leti. Zajaham veter in bleščeče rumeni oblak in se uspenjam v nebo, kot lav cilj, ki se lahko primerja v dnju zmajem. Ni prijetno od države do države nenehno sedeti v prvem razredu letala. Premišljujem naenkrat o sebi kot ameriškem marincu, ki je spadalno skočil z letala in pristal na dimniku predsedstva Bosne in Hercegovine in skliknil I love you. Nazadnje sklepam, da medjeninaste starovese verjetno mislijo, da sem premožen potnik, jaz pa Sarajevčan. Kje je moja krvava Bosna? Kje je moja hercegovska mati, ki na nebu vleče testo? Kako naj izključim čudočudni svet, ki poje v moji glavi? Zakaj to ni možno videti in slišati Ferlingetijev zvok seksa? Kje je moj oče v obliki sonca? In ali si sploh lahko misli, kako njegov sin letalo nad Srednjo in Južno Ameriko treska ljubuško travarico do objema skajočega sonca? Slikoviti Zuko, v Argentini državni udar, v mojih možganih državni udar, v pomaranči, ki lupim, državni udar, v letalskem tovoru državni udar, v dimniku predsedstva Bosne in Hercegovine državni udar, v belih rukavicah stevardese državni udar, ampak ambasador iz EKG mi po telefonu pravi, da je uredil. Letim za Brazilijo. Na letalo za Brazilijo sem se spomnil zelo pismenega policista iz Gvatemale, ki se mi podaril zimsko bundo, kupljeno v snežnem Milanu.
Za protivslugo mi je ponudil vožnjo z vojaškim džipom do centra Gvatemale. Res, revščina zmore biti nadlepoto. Ta revščina, ki ima okus po divjem jabolku, je priležnica pohujšanja in zlogočasenosti. Ta revščina resnično pleše v ritmu glasa Božjega v moji zavesti. Velikanski rečni tok revščine, ki v nabitem centru Gvatemale prodaja sadje in zelenjavo, nakit iz kamna in parfume. To bom še mrtvo pomnil. Vojaki v polni bojni opremi, policisti in reklamni ponoji Coca-Cole občasno kontrolirajo moralo stranke revščine, ki je po kantu zvišena skrivnost sveta. Ognjeno okoljni zugo, letalo je pristalo na letališču Sao Paulo. V mesnati vročini poje Schiller, objemajte se milijoni. V klofutan s vodom, mrdel od nenehnega letenja, v preveč mestnih letalih, sem se že zamišljal kot večnega letalskega potnika, ki se bo spremenil v kazalca kuhinjske ure. Ampak naslednjega dne so mi brazilski policisti in vojaki s prvim metalom vrnili v snežni Milano. Dobro, hvala lepa. Evo, Peter, mislim, da bi ste zaključili poradni del, tudi z improvizacijami, ki jih lahko nadaljujemo seveda tudi na hodniku, cigareta, ali tukaj brez. Se znamo. Hvala, beseda. Hvala. Ja, še to bi jaz dodal, s tem je ta večer predstavitev pesniške zbirke, ki je končno ugledala luč sveta, končan, ampak vse mi smo še tu. Naj se zahvalim Kibli, društvu XOP, ki so pristopili k izvajanju 11 glasbenih dnevov, ki jih vlečemo od marca, ki jih nismo mogli izvesti, sedaj v september, pa še nismo končali. In se seveda nadejamo, da bomo še kako dobro pesniško zbirko predstavili oziroma kak dober koncert in vas tudi srečali tam. Živeli pa zdravje in admirale, sa srečom da tje. Ajde, živo!